Kdo sta videla? Kako si pa zdaj to govoril? Ti ali on? Jaz. Resnico sem govorila jaz. Ampak zgleda pa, kot da govori ona. Ne? Najprej pogledamo. Ventriloquizem je zelo stara beseda in v resnici pomeni, je kombinacija besede ventri, kar pomeni trebuh, Ventri, in pa loqui, kar pomeni govoriti. lokvi, Zem. zem. Ventriloquizem. Ventriloquizem. Bravo. Evo. Po slovensko dobesedno bi se potem reklo trebuhogovorstvo, kar ta beseda tudi pomeni. Ne? Kdo pa je naredil to lutko? Jaz sama. Ja. Kako moj pa ime? Boš sam povedal. Coco Chanel. Kako? Coco Chanel. Hočeš reči Coco Chanel? Ne, Coco Chanel. Ok. Torej, Coco Chanel. Na kratko Coco. A ubogaš Lucijo? Ja. No, to pa ni čisto res. Ja, čisto vedno. Ne, pa ne, včasih tudi kaj po svoje narediš. Kaj si pa misliš o Luciji? Čudna je. Kaj si rekel? Nič. Odlična. Čudna. Kako pa začnemo vaditi, pa se to učiti? Prva stvar je, da dosti ljudi misli, da se s trebuha govori tako, da imaš zaprta usta. To je nemogoče. Probajte svoje imeni povedati z zaprtimi usti. Ne gre. Torej, to pomeni, da moramo imeti odprta usta, ampak seveda čim manj. Druga stvar pa je, zato da nam se ne premika spodnja čelust, damo zobe skupaj. Torej, zobe skupaj, usta narazen in zdaj prva črka, besede je Ušiti? Dolg čas. Ok, on to že vse zna. Pa gremo še eno lahko črko, recimo L. L. Evo, nič se vama ne premika. Pa gremo še eno, recimo O. Ta je malo težja. O. Pa še H. Če črke, kot so A, L, O, H, premešamo, dobimo halo. Halo. In eno. Halo. Prišel prostor, pa rečeš halo. A knjige rad bereš? Ja. Kje je pa tvoja najljubša knjiga? Ena grozljivka. Katera grozljivka pa? Kako na tisočine način stečeš tiščanca. Kje si jo pa dubo? Jaz sem si jo sposodila v knjižnici, nekdo mi jo dal, včasih tudi kaj skuham. Ja. Danes je torek, jutri je sreda. Znamo cel stavek, evo. Torek, jutri je sreda. Zdaj znamo pa že vse. In še ena kar velika težava pri ventriloquizmu in to je, da celo besedo znata, če jo na kratko povem, bi bila takole. A, C, Č, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, R, S, Š, T, U, Z, Ž. Kje pa sta B, P, M? To sem pa spustila, to so pa te težke črke. 5 jih je. Lažje od težjih sta F pa V, ki sta zobno-usnična, ker F rabi zobe pa usnico in V isto. In pa še težje so pa B, P in M. To so pa labialne usnične, ki rabimo tole. Tle pa rata težava. To pa pri enih besedah meni že rata, pri enih ne, vsekakor pa, kaj narediš? Golfaš. Kako? Golfaš pa lahko tako, da spuščaš besede, ki to vsebojo, ali pa nadomestiš eno črko z drugo. Recimo P se nadomesti s T. Oziroma najlažje od teh je M, probajmo M. M gre iz N. N in M. Premaknem ga nekam višje. In tle pa rata huda težava, ker veliko vaj treba, da ti to dosežeš. Še pri meni včasih se, recimo če rečeš mama, je zelo težko reči, to ventriloquistično. Ker sta dva maja. Torej, in se sliši Grozno. No, kdo pa tebe kaj vprašal? Zdaj pa lahko probaš. Koko. Boš ti vodil vaj. Ja. Koko. Dej, čakaj. Reci halo. Halo. Živijo Koko. Kako
I. V redu, kako ti je ili ne? Lola. Čau, Lola. Danes je torek, jutri je sreda. Itak. Veliko stvari zamisliti pri tem, a ne da? Itak. In lutka, in usta, in pogovor. Zdaj, če se pa z njo pogovarjaš, pa sploh ne. Itak.